To je Radio 1 podcast. Dobrodošli v novem ekstra torkovem pogovoru. Vsi dosedanji so na YouTubeu Radia 1 pod zavihkom podcast. Najdete jih tudi na radio1.si in ostalih podcast platformah. Danes v studiu Radia 1 še ena izredno zanimiva oseba. V življenju so namreč ljudje, ki ne hodijo tja, kjer je lahko. Hodijo tja, kjer je težko. Kjer so napake že narejene, kjer so odnosi razpadli, kjer je človek velikokrat najprej označen po tem, kaj je storil, šele potem, kdo je. Tako je. Naš današnji gost velik del življenja preživi za zidovi, za katere si večina od nas verjetno ne želi niti pogledati. Ne gre tja za to, da bi koga opravičeval, tudi ne za to, da bi vse razumel, sam pravi, da gre tja predvsem za to, da sliši. Torej, povej, kdo si in kaj počneš. Beseda je tvoja. Jaz sem človek, ki sprejemam izzive in eden izmed teh je bil tudi to, da pridemo v vajno družbo. Ime mi je Robert, pišem se Friškovec in sem zaporniški duhovnik. Radio 1. Pozdravljam poslušalce Radia 1. Zdravo. Moje ime je Povej, kdo si. S Klepačem in Gustinčičem. Robert Friškovec je tudi, naj povem, sveži ambasador integritete pri KPK, ampak k temu bomo še prišli v nadaljevanju pogovora. Povej nam, kako se človek sploh odloči, da bo nudil duhovno oporo zapornikom? Najprej to, a je bil kdo že pred tabo? Ne, jaz sem pravzaprav s to vrstno obliko pastoralnega dela začel. V Sloveniji, da je organizirana, pred mano so šli, recimo, nadškof Alojzij Šuštar je šel imeti mašo, recimo, ko je bilo osamosvojitev, v takrat največji zapor na Dobu. Ampak da sem pa prav začel kot duhovnik na tem področju, sem pa jaz prvi po drugi svetovni vojni, če tako temu rečem. In kako so te sprejeli na začetku? Ker verjetno je to nek proces. Odvisen kdo. Zaprto osebe ni mi bilo tako fajn. Zaposleni pa tisto sumničavo, kaj zdaj hoče ta, kaj dela, kaj se bojo z njim pogovarjali, zakaj pa zdaj oni to rabijo. Tako, en kup je bilo vprašanj. Ampak skozi čas, skozi leta se stvari potem tudi spoznajo, prepoznajo in se je tudi ta oblika umestila v sam zaporski sistem. Ampak ko se pogovarjaš z zaporniki, si vezan k tišini oziroma zaupnosti, molku, karkoli ti povejo, ostane med tabo in med njimi? Zagotovo, ker to ima pravzaprav smisel. No? Ko priješ tih duhovnikov, priješ z nekim namenom. Zdaj, ali to pomeni, da se je prišel spovedati, ali to pomeni, da je prišel zgolj na pogovor, to je njegova odločitev. Vedno je na željo zaprte osebe. Katerikoli predstavnik verske skupnosti, ne samo jaz, se pa odzove na to njihovo potrebo. Ampak takrat tisti, ki delajo v zaporu, ne poslušajo, kaj se pogovarja. Ne, si sam z osebo in tudi potem pogovor teče v smeri, kot se ga zastavite. Se ti zdi, da je to težji poklic, kot upravljati župnijo in skrbeti za odnose z lokalno skupnostjo? Če sem iskren, pojma nimam, ker nimam dosti izkušnje, da je bil na neki župniji. Bil sem nekajkrat na župniji, ampak jaz mislim, da ima vsak svoje izzive. Vse ne gre za težo, ampak koliko znaš stopiti noter in koliko s svojimi darovi potem stvari obračaš naprej. No in kako, da si se sploh odločil za to? Kako sem padel v zapor? Ta beseda s 5 črkami, IZZIV. Videl sem plakat, kjer je pisalo, če želi sprejemati zaprte osebe. Takrat sem imel 19 let, študent teologije in potem se je stvar, bom rekel, nadaljevala. Ko sem postal duhovnik, so se slovenski škofi odločili, da mi dajo pod to področje. Sem pa ne spadajo samo zaprte osebe, ampak vse osebe, ki so povezane z besedo zapor. Tudi žrtve kaznivih dejanj, zaposleni v zaporskem sistemu, svojci enih in drugih in tretjih. Ljudje po prestani kazni. Tako, je cela paleta, no. In kdo ti je zagotovil plačo? Zdaj, kar se tiče duhovne oskrbe, delam to v svojem času, s svojimi sredstvi, ni to zdaj plačano države, ker pri nas v Sloveniji mora biti država in verske skupnosti ločene, to je po ustavi. Tako da ta del ni financiran zdaj iz nekega resursa, da bi dobil neko plačo. Jameš v zanko, da razmišljaš preveč o tem, kar si doživel 1 uro nazaj? Vsekakor pusti določene posledice, tukaj bom rekel, da je to, ampak sem se pa naučil v življenju delati, ne je enako jaz. To se pravi, da to, kar mi nekdo sporoča, je njegova stvar, njegova odgovornost. In tudi jaz nisem tisti, ki zdaj rešujem te probleme, ker ljudje zmeraj ti želijo dati svojo težo, da jo ti saj malo nosiš. Tudi ne želim ljudi navajati nase, da sem jaz zdaj nekdo pač njihov odrešenik, ki pa hodijo k meni po neko tako. Jaz pravim, sem spodbuda, prostor slišanosti, vedno pa vržem žogt tudi nazaj in rečem, a mi sam pomagate, kaj ste pa že probali narediti v tej situaciji?
Vse ljudje rečejo tisto, nič, vse brez veze, tako ta ekspanzija. Ampak jih moraš vračati na to, da dobijo to svojo moč, ker to je njegova situacija. Okay. Večkrat poudarjaš, da nekateri zapori niso iz betona in iz rešetk. Kateri so po tvojem mnenju najpogostejši notranji zapori, v kateri se ljudje ujamemo sami? Prav te, bom rekel, vsakdanje stvari, sprenevedanje, primerjanje z drugimi, iskanje, bom rekel, nekih neidealnih pozicij, to, kar te drži, kar ti na nek način jemlje neko svobodo. Kontrol friki, recimo, to je zame prav tista notranja stvar, ko želiš imeti nek nadzor nad vsemi. Tudi v povezavi z integriteto so to ravno tiste ujetosti, kjer vidiš, da potem začne nek res korak med tvojo zunanjo podobo ali pa notranjo podobo. Potem, ko imaš debate s temi fanti pa dekleti, zaporniki, kakorkoli, je kakšen napredek v tem času? Nekdo, ki je dlje časa zaprt in hodiš, ga obiskuješ večkrat, pa vidiš potem čez par let, reče, si mi pa res pomagal. V vsakem zaporu greš verjetno 8 korakov naprej, pa 5 nazaj, pa 3 naprej, pa 15 nazaj, pa 2 naprej. Tako, je dinamika, kjer je. Meni se dostikrat zgodi, da me človek po letih sreča, pa reče, veš kaj, takrat, ko si rekel ta in ta stavek, ali pa takrat sem pa tako, fajn, res sem verjetno kaj rekel, ampak ne spomniš se. Meni je smiselno, da je zanj bilo to neka, ali pa zanjo bila to neka spodbuda, da je on naredil korak. Okay. A te poslušajo samo verni zaporniki, tudi ateisti, tudi kakšnih drugih ver? Kako je s tem? Mislim, lahko pride kdorkoli na pogovor, tudi na obred, karkoli. To je njihova odločitev. Pridejo verni, neverni, drugače verni, kakorkoli že verni. Ampak se tukaj ni zdaj tista definicija vernosti. Kaj to sploh pomeni? Tukaj je res en tak široko polje. Ko on dobi neko željo po nekem odkritem pogovoru ali pa po neki spodbudi, ki si jo želi, pride. Kaj pa sploh je zate vera? Vera je zame odnos do Boga. Zdaj, kaj je zame Bog, je spet druga definicija. Zdaj, če konkretno zase rečem, je zame to, kar piše recimo v Svetem pismu, prvo Janezovo pismo, Bog je ljubezen. To je tista osnovna stvar, ki mene drži, da jaz tudi gojim nek odnos. In verujem v to, da to obstaja, pa čeprav vidim v svojem vsakdanjem življenju samo neke znake, simbole. Ne vem, dva se imata rada, nek prijazen pogled, pozdrav, kakorkoli že, ampak to so vse znaki ljubezni. In zapornik dobi kakšne bonus točke, če se odloči za pogovor s tabo? Pri kom? Pri procesu, pri krajšanju kazni ali kakorkoli. Tako kot imajo neko delo, ki mogoče skrajša zaporno kazen. Da bi bil to neke vrste korenček palice. Ker je zdaj pa prideno. Jaz si želim, da to ni to, ker gre za res tisto osebno rast ali pa osebno spodbudo, ki naj njemu koristi, kolikor mu le lahko. Kako pa je obratno? Si se ti naučil kaj od zapornikov? Ja, to, da sem najprej človek. Zato tudi, ko ste me vprašali, kdo sem rekel človek. Ker to je tisto prvo. Jaz lahko tukaj neštevam, imam toliko in toliko let, imam psa, imam papagaja, imam to in te stvari v življenju. Ampak to ni to imam. Kaj pa sem? Kdo sem pravzaprav? Ampak v zaporu sem se naučil biti najprej človek. Potem sem šele, rečem, tudi kristjan, pa tudi duhovnik, ker če odpovem kot človek, mi nič drugega ne pomaga. A se tebi zdi, da oni kdaj odpovejo kot ljudje? Ko želijo dati neko drugo podobo, ko gradijo na nečem, kaj so oni vse dosegli, kje so že vse bili, kaj tako. Ampak to ti zaporniki govorijo? Lahko. Se hvalijo? Mislim, hvalijo. On pride in živi v nekem svojem vzorcu, kot je lahko funkcioniral od zunaj, kot je tako. Zame zapor, ki ga poznamo kot 4 stene, ali pa zapor, ki je zunaj, v ljudeh, je zelo podobna slika. Jaz vedno pravim, da ne delam razlike med noter in zunaj. In tudi zunaj, nekateri se predstavljajo z vsem tako, kje so bili včeraj, veš, kaj sem počel, ne pa kaj je on čutil, ali pa kakšne so njegove potrebe, kaj v sebi doživlja, kdo on pravzaprav je kot človek. A je res zapor ultimativna zadeva, ki nas odvrne do naslednjega protipravnega dejanja? Jaz mislim, da ne. Tukaj gre za človekovo osebno odločitev in rast. Če se bo nekdo odločil, da bo tudi po zaporu delal še neko drugačno pot, jo bo. Zapor je družba, bom rekel, oblikovala na neki stopni, v neki obliki. Tudi to, da bi vplivalo na ljudi, da bi vračalo. Svoboda je ultimativna. Ampak, bom rekel, gre za osebno odločitev in zato tudi ne moramo reči, zdaj bomo pa zvišali kazni, toliko in toliko let, pa ne bojo več ljudje hodili v zapor, še vedno bojo hodili v zapor.
A koga srečaš od zapornikov? Se ti kdo še oglasi, te kdo poišče? Se pravi, bivši zapornik. Tako, ti kdo čestita? Pa ja, srečamo se. Tako. Moj problem je, kdaj, ko srečam človeka zunaj in potem res ne vem, a sem ga srečal v zaporu, ga nisem. Tako, malo je dileme nekaj časa, potem mi ljudje sami začnejo razlagati. A veš mi, da so se pa videla, ne vem, pred 15 leti v Radočah ali pa jaz sem pa tako. Se srečamo in tudi ljudje povejo, recimo, kako se jim odvija življenje, kakšne korake so naredili, a so še mogoče bolj zaplužili. Nimaš pa z njimi spet, da bi zapornike kakšne potem prevzel in bi počel to delo, ki ga počneš v zaporu, izven zapora z njimi. Zdaj, eden od programov znotraj vikarijata je tudi po prestani kazni. Vikarijat je ta osnovna celica, kjer so te programi z različnimi skupinami. Tako. Ampak skušam, da se ljudje čim prej postavijo na svoje noge. Komu zmanjka v kakšnem elementu in takrat rečeš, lej, če ti odgovarja, lahko se dobiva, lahko se slišva, lahko iščeva neko možnost skupaj, ki je korak naprej. Ni pa zdaj prav nekje, da bi jih pa zbiral, pa počakajte še malo, niste še pripravljeni. Pa to, ko delaš v zaporu z njimi, delaš 1 na 1 ali imaš skupinsko? Zdaj, 1 na 1 so individualni pogovori, skupinsko so pa recimo razni obredi, sveta maša in podobno. Aha, mislim, maša je normalno. Pričakujem kratek odgovor. A te kdo kdaj vprašal, da bi kaj za njega prešvercal? Marsikdaj je kdo kaj rekel. To je njegova proba, poizkus. Meni mora biti jasno, da ne. In to ima smisel. Kaj pa recimo tebi daje moč, da ostajaš ob njih, da nisi obupal? Koliko jih narediš recimo na mesec pogovorov takih in obredov? To je zelo odvisno, res je zelo odvisno od njihovih želja in potreb. In tukaj ni neke številke, mislim, niti ne vodim neke evidence. Je pa stvar, da še enkrat, tukaj niso samo zaprte osebe, ampak tudi vsi ostali. In so potem različne zgodbe, ki so. Kaj meni daje moč? Ali pa te polni? Rabim, ne vem, da se naspim. Rabim stvari, da se vprašam, kakšne so moje potrebe, kaj me nahrani. In to pač delam na dnevni bazi. In kako se ti sprostiš? Kako rečeš? To, da rabim tišino. Meni ogromno pomeni tišina, da sem tiho, da ni zdaj stano nekaj ti igra, poje in tako, ampak sam, da sem lahko tiho in da ni zdaj nekega vprašanja, a je kaj narobe. Ker običajno, če je nekdo tih, recimo doma, tako, a sem kaj narobe rekel. Ne. Sam, da dopustiš, da so ljudje tako, kot so. Eno obdobje si bil povsod prisoten. V vsaki oddaji, na vsaki naslovnici si se počutil takrat kot zvezdnik, ker si dejansko bil v enem obdobju. Ampak nikoli se nisem počutil kot zvezdnik. Je bilo pa res, da je bilo teh povabil tako, wow. Kot kaže, so taka in drugačna obdobja in mi je čisto kaj, tudi če ni toliko velik povabil. Je bilo to eno izmed glavnih razlogov, da imaš en kup vabil, da poročaš ljudi? Pojma nimam, po moje je šlo tam bolj tako, da so ljudje bili na neki poroki, pa jim je bilo pa so tako slišali, bolj iz ust do ust. Tako. Zdaj recimo povečuje se število ločitev in zmanjšuje število porok. Kje vidiš ti vzrok? Imaš si kaj naštudiral v tej smeri? Si kdaj razmišljal v tej smeri sploh? V vsakem odnosu je bistveno to, a se ljudje znajo pogovarjati. Jaz bom dal čist en primer ene ločitvene mediacije, ko sta se dva oglasila, ker sta želela se na koncu zmeniti, kako bojo stvari šle narazen. In po tisti medijaciji mi rečeta, a veste, da vam morava reči, da se še nikoli nisva v življenju tako pogovarjala, kot se pa zdaj. Jaz sem tako rekel, kako sem? Kaj pa sta počela? Očitno se nista slišala, sej to je to. Jaz uporabljam dostkrat, ko imam kakšno predavanje, pa rečem ljudje, a se kaj pogovarjate vsi, ki imajo, a se slište? Potem me pa gledajo. Kaj mi nekdo sporoča z vsem, kar je? Mi smo ujetniki dostkrat nekih teh fraz. Kako je bilo v šoli, kaj delaš, a si v redu, boš kaj jedel. Tako. To so naši pogovori. Ampak kaj pa nosimo s sabo, je pa en cel ruzak. Čustva, smo Slovenci zaprt narod? Jeste, smo. Ja, smo. Pa dejansko imamo mi drugačno samopodobo, se meni zdi. A da smo odprti? Ja. Jaz ne bi rekel, da odprti. Mogoče se odpremo s kakšnimi pripomočki, to dopuščam, ampak ogromno stvari nosimo, dajemo pod preprogo in tisto, da ne bo kdo slišal. Ja. Torej jaz mislim pa, da globalno ne radi govorimo o čustvih. Ker čustvo je širok pojem. Tudi nimamo neke čustvene pismenosti. Tudi tle se strinjam s tabo, bravo. Ja. Meni se zdi, da imamo Američane za bolj odprte in seveda Skandinavce za blazno bolj zaprte. Rečemo, da so Italijani bolj odprti in Avstrijci malo bolj zaprti, mi pa se mi zdi, da smo nekje v zlati sredini.
To nam je že dobro, Slovenci. Vsaj da nas nekdo malo pohvali, oziroma si sami pohvalimo, od drugega ne dobimo pohvale. Dobro. Tako, ne smemo biti najboljši, niti najslabši. Ja, vedno. Smo vmes, smo srečni. Tako, sivina je tista v redu. Okay, zdaj tako, katera beseda najprej odpre človekovo srce ali pa pogovor, recimo? Ko si pri kakšni mediaciji, ko si pri kakšnem zaporniku, je kaj tašnega, je kakšen ključni stavek, da se ljudje začnejo pogovarjati? Jaz imam en in isti stavek in to je, kako ste kaj. Aha. V katerem koli jeziku to vprašate, sprašujete isto. Kaj je v tebi še živega? Ne vem, kome va, kako ide, how are you? In kaj reče zapornik? Dobro, v redu, hvala. Dobro, v redu. In kaj jaz rečem? Ja. A mi daš še kakšen stavek več? A mi daš kakšen podnapis? Ej, daj mi povej, kaj zate pomeni dobro. Ne odneham. Skušam iti v neko globino, ali pa če rečem, kaj človek nosi v ozadju. Kaj pa, ko si na poroki, si tiste vrste človek, ki ostane še kakšno urco, dve in se podruži, ali opraviš svoj posel in greš? Odvisno od mojih obveznosti, če je možno, mislim, če mi čas dopušča, potem ostanem še, ampak predvsem to, da si res z ljudmi, ne zato, da se zdaj poveseliš, pa da je zdaj tako in sploh predvsem okcet v ospredju, ampak da si z ljudmi, da jih slišiš in da tudi na takem dogodku dobiš neko vsebino. In si tudi svež ambasador integritete pri Komisiji za preprečevanje korupcije. Kaj bo v bistvu tvoje poslanstvo? Zdaj, biti ambasador pomeni prinašati to sporočilo in tudi pogovor, kot je recimo ta večer, ima smisel ravno v tem, da kaj pomeni sploh integriteta. Zdaj, v teh tednih, dnevih, kar sem postal ambasador, so mi mnogi rekli, ampak jaz sploh ne vem, kaj je to integriteta. In začneš s preprostim razlago, kaj to je. Da gre to za neko usklajenost med tem, kar počneš, ko te ljudje gledajo in takrat, ko te ne gledajo. Kaj doživljaš navznoter in kaj doživljaš takrat, ko te drugi vidijo. Hočem reči, da integriteta je tudi to, a znam dati odgovor za svoje dejanja. Ker danes nam manjka ta odgovornost. Mi pač delamo in vedno je nekdo drug kriv za to našo srečo ali nesrečo. Za srečo smo kar sami, ampak za nesrečo. Tako da to se mi zdi smiselno kot ambasador, da s pomočjo KPK sporočamo, širimo neko zavest o tem in predvsem tudi pri mladih, ker je bil en tak dogodek za mlade v Kinu Šiška. Tam se je začelo to moje poslanstvo kot ambasador, da tam začnejo ta razmislek. Po tem dogodku eden pride do mene od fantov pa reče, sem pa prav vesel, da ste to povedal, kar ste, ker zdaj jaz razmišljam drugače o tem, kaj je to integriteta. Tako. Torej, po svojem malo žalostno, da rabimo ambasadora integritete, ne? Ja. A ni na nek način tako? Bi mogli biti normalno, bi mogli to biti. Vse še marsikaj v življenju bi mogli biti normalno. Recimo 3 preproste besede, oprosti, prosim, hvala. Ampak po mojem bi rabili ambasadora za vsako od teh 3 besed. Več njih, po mojem. Ampak v bistvu, zakaj v Sloveniji nihče ni odgovoren za nič, oziroma so krivi vedno vsi drugi? A misliš, da je tudi po svetu tako, ali da smo se samo mi to skozi desetletja naučili? Mogoče je to res en del naše zgodovinske poti, ker je bil nekdo nad nami in smo vedno dali tako, sej je zgoraj, ne? Ja. Mogoče je to tak princip, ja. Prej Avstrijci, potem kralj, potem Beograd, potem... Tako. To po mojem je tako, da pač mora biti nekdo kriv, da laže rečeš, karkoli ti počneš, da upravičiš, on je kriv za moje dejanje, ne? Ja. Potem se prerasporedi ta bolečina in vse ostalo. Je to breme, ne? Ja. Mogoče hodijo na roko tudi malo počasnejši sodni postopki pri nas, da se potem vse to nekako razblini oziroma zavije v meglo. Ampak kaj so ti recimo pri KPK rekli? Kaj bo tvoje glavno sporočilo? Kakšno misel boš moral predajati naprej? Oni mi pravzaprav niso nič rekli, da zdaj moram to delati. Ja? Oni so mene spodbudili, kaj jaz lahko iz svojega življenja, iz stvari, ki jih počnem, dam, delim. In to je bila neka ta vsebina, predvsem te notranji zapori, notranje ujetosti, kar želim jaz v mnogih svojih nagovorih spodbuditi, da niso zdaj samo 4 stene, ki lahko slejko preminejo, ampak to, kaj te tukaj noter drži. Kaj je tisto, kar začneš ti skrivati nekaj pred nekim zunanjim svetom, ali pa živeti neko dvojno življenje, ali pa nisi zvest nekim svojim vrednotam, stvarim, ki jih imaš kot temelj življenja. Ok, ampak to lahko razume nekdo starejši. Kako pa nekega mladega človeka, otroka naučiti, kaj je integriteta? Ker on nima dvojnega življenja. Kako mu priučiti neke vrednote, ki ga bodo potem naredile dobrega človeka v nadaljevanju? Ok, v prvi vrsti rečem, da ne bom govoril iz izkušnje, ker nimam
variante otroka pred sabo. Ja. Ampak ko sem jaz recimo z njimi, izkušam sam spodbuditi, da povedo tisto, kar čutijo. Ne da se naučijo, kaj mora on reči meni, da bom jaz zdaj zadovoljen. In to se dogaja recimo v odnosih otrok-starš. Ker se otrok lahko nauči, da odgovarja staršu tisto, kar starš želi slišati, ali pa kar na svojem obrazu pokaže, da mu je ok. Ja, kako je bilo v šoli? Dober. Ja, če boš rekel dober, bo starš zadovoljen. Mirno, vse je v redu, vse je pod kontrolo. Če boš rekel ni bilo dober, ja, ne spada več v ta kontekst. In tle se mi zdi smiselno sam gojiti neko to verzijo iskrenosti in da ni treba zdaj potem takoj spet skočiti po konci in se cel svet ne izide v naši matematiki, a ne? To naučiti recimo mladega človeka ali pa otroka, da je lahko preprosto transparenten tak, kot je. In spet smo tam, kar si začel prej, v bistvu pri pogovorih, se učiti pogovarjati. Odprto, čustva pač dovoliti izraziti in jih povedati. Tako pri otrocih, kot pri odraslih nekako, ne? In ne vezati je enako jaz, ker tudi starši potem lahko jemljajo, zdaj pa to moj neuspeh, ne? Ker je otrok zašutiral v šoli, je pa z mano nekaj narobe. Jaz sem slaba mati ali pa jaz sem sleboča. Slabo nalogo sem napisal. Tako. Ja. Zdaj sem imel priliko gostiti na enem forumu dr. Aleksandra Zadela, kliničnega psihologa in tudi predavatelja. A tudi tebe kdaj povabijo kakšna podjetja, da jim kaj svetuješ? Ne, da jim svetujem, sem pa bil povabljen predvsem v stilu komunikacije, oziroma komunikacije v težkih razmerah, nagovarjanja, tako da sem kar v enih parih teh oblikah bil že. Sodeloval. A misliš, da zdaj kot ambasador integritete pri KPK, da te bo povabilo kakšno ministrstvo ali pa državni zbor? Pojma nimam. Kaj bi jim ti povedal, recimo? Kaj se ti zdaj ta trenutek zavrti v glavi, če bi prišel tam pred poln državni zbor, kjer veš, kakšna je situacija in jo spremljaš tako ali drugače, tudi če nočeš pride do tebe, ne? Kaj bi jim rekel? Mislim, meni bi bilo smiselno najprej slišati, kaj se med njimi dogaja. Ja? Ker ni zdaj samo to, zdaj smo pa enega poslušali, pa kljukca naredili, ampak tudi kaj ljudje spregovorijo, kje vidijo oni težave. Sej ni to zdaj samo moja vloga, zdaj pa nagovarjati nekoga, ampak konec koncev tudi slišati, kje pa vidijo težave, ne vem, da se pa ljudje ne držijo tega tako, kot je treba. Da je nekaj, ne vem, by the book, ne, tako, nekaj so zakoni, nekaj imamo, nekaj drugo pa naše konkretno življenje. Mogoče bi jih rad najprej slišal, da mi oni spregovorijo, kje vidijo svoje pace, se verjetno jih sploh ne bi takoj priznali, no. Bi rabili malo več časa ali pa malo več krogov, da bi prišli. Se po mojem bi bilo kar zanimivo, če bi prišel in bi štartal tako, ko štartaš v zaporih, ki si rekel, dober dan, kako ste? Ja. Zagotovo bi bilo to vprašanje na agendi med prvimi. Dobro, zakaj? Glede na to, da si mediator, da svetuješ parom, da poročaš, da si v zaporu, izven zapora, a nas preveč vodi pohlep zdaj in skozi zgodovino? Je to eden od vzgibov, da delamo napake? Pohlep oziroma materialnost je neke vrste zunanja materija, ki danes daje sliko, da te osrečuje. In ljudje v nekem primerjanju vidimo sami sebe, da zdaj bomo pa srečni. Ljudje si želimo biti v življenju srečni. To je nek smisel ali pa tako, da si uresničen, da imaš svoj cilj. In ta pohlep te vodi prav to, jaz to še rabim, pa slika popolna, pa še to rabim, ampak to se ne konča. Res, če se človek ne zna srečati sam s sabo, ti lahko nič drugega ne pomaga. Poznam ljudje, ki imajo menda popolno življenje, ampak so nesrečni ali pa to prebereš iz njihovega obraza. Še par kratkih za konec. Kdaj si nazadnje nekaj naredil prvič in kaj je to bilo? To moram sploh pomisliti. Verjetno dan zjutraj sem vstal, sem prvič vstal ta dan. To mi je pa še zdaj tako malo filozofsko. Kakšen skok s padalom, kaj takega? Ne, to sploh ni moja stvar. Tako, rad pa obiščem kakšne nove kraje, to je pa res, ja. Ok, in če bi si lahko vzel en mesec popolnoma zase, kako bi ga preživel, recimo? Po moje bi šel v kakšno tako varianto kartuzija pletarje. Tako, prav odmik od sveta, da imaš res en tak čas zase, v neki tišini, v neki možnosti delati tudi neke stvari, ki so ti ljube, recimo prebiranje, kakšne knige, tako, razmisliti. Spet v miru, ne? V miru, res. Brez šundra in motečih dejavnikov. Zakaj si danes po vsej prehojni poti najbolj hvaležen? Zakaj sem danes hvaležen? Ja. Za vse stike z ljudmi, za vse, bom rekel, poglede, ki sem jih srečal, to me je tisto, kar mi šteje, no. In če bi danes pred tabo stopil 18-letni ali pa 15-letni Robert Friškovec, kaj bi mu rekel, kaj bi mu svetoval?
Kaj tebi ni jasen? Mislim, tako, ker ja, ko sem bil 18 let, imaš kar neke sanje in tako, ker misliš, kako se bo vse samo nekaj spremenilo. V resnici pa skozi življenje spoznaš, da greš res korak za korakom, tudi sam padeš in da se moraš naučiti ustajati. Ogromno nekih, bom rekel, življenjskih lekcij, ki so te preoblikovali potem v trenutek, kjer si danes. No. Ti je kdaj žal, da si šel po tej poti? Ne. Nikoli nisi. Ne, mislim, žal so mi lahko neki momenti, ki so te, ampak ko to umestiš, da je tudi to del življenja, potem spremeš kot si. Jaz zase, ko me ljudje vprašajo, a si srečen, mislim, kaj pomeni sreča? Jaz zase rečem, sem resničen. Jaz sem ok, v tem trenutku, kjer sem in to je to. Dobro. In bi še kaj dodal za konec, kakšen stavek, misel za naše poslušalke in poslušalce? Pa ne gre en lep pozdrav vsem skupaj, posebej mogoče vsem iz zaporskega sistema, vsem, kaj ne rečem, pravosodnim policistkam in policistom, ki ta trenutek delajo, zaprtim osebam, ki so v zaporu, pa poslušajo Radio 1, pa konec koncev res vsem, ki jih srečujem na svoji življenjski poti. Hvala lepa za tvoj čas in za vso energijo, ki jo daješ ljudem. Enako. Naj se tako tudi nadaljuje. To je Radio 1 podcast.